Številne resnične grozljive zgodbe o zločinih so nastane zaradi aplikacij za zmenke, kot je Tinder. Spoznavanje novih ljudi prek spleta ne pomeni, da smo varni pred kriminalci. Tam zunaj je veliko grozljivih zgodb o zmenkih, ki samo čakajo, da se zgodijo. Strašljive zgodbe, ki zvenijo izmišljeno, a so 100% resnične in se lahko končajo na temne in vznemirjajoče načine, za katere nikoli ne bi verjeli, da so resnični. Leta 2017 je 24-letna Sydney Loof se je prek priljubljene aplikacije za zmenke Tinder povezala z žensko po imenu Audrey. Sydney je bila takrat navdušena, ne da bi se zavedala, da jo bo ta spletna aplikacija za zmenke pripeljala do resnične grozljivke. Njuna prva zmenek 14. novembra 2017 je potekal tako dobro, da sta se ženski dogovorili za še en zmenek že naslednjo noč. Preden je zapustila svoj dom, je Sydney posnela to zadnjo fotografijo z napisom "Pripravljena na svoj zmenek". To bi bila povsem običajna fotografija, če ne bi bilo temne in vznemirjajoče zgodbe, ki sledi. Po poročiščih o resničnih zločinih je Sydney zapustila svoj dom v Nebraski in odšla v stanovanje Audrey v Wilburyu. Ko je vstopila, je Sydney po načrtu srečala Audrey, presenetilo pa jo je, da je bil tam tudi 51-letni moški po imenu Aubrey Trail. Njena grozljiva zgodba ima nepričakovan konec. Začeli so napadati Sydney in njeno truplo pustili, da so ga tedne kasneje našli na podeželski cesti v okrožju Clay. 16. novembra 2017 so Sydney prijatelji in družina obvestili policijske preiskovalce o njeni skrivnostni izginotju, potem ko je ni bilo v službo. Znana je bila kot odgovorna in zanesljiva zaposlena, njena družina pa z njo ni uspela vzpostaviti stika že od prejšnjega večera. Preiskava Sydneynega stanovanja ni pokazala nobenih sledi kaznivega dejanja. Šele ko so detektivi pregledali njeno spletno dejavnost, so našli njeno zgodovino uporabe aplikacij za zmenke, kar jih je pripeljalo do njenega zadnjega zmenka. In dokazi potrebni za razrešitev te nenavadne skrivnosti. Preiskali so stanovanje Audrey, katere prava identiteta je bila 23-letna Bailey Boswell. In čeprav ni bilo znakov boja, so preiskovalci opazili močan vonj po belilu, za katerega so sumili, da je posledica temeljitega čiščenja, namenjenega prikrivanju dokazov s kraja zločina. Posredni dokazi niso bili dovolj za aretacijo para, vendar sta bila zdaj oba osumljenca v Sydneyjevem nerešenem primeru. Šele nekaj tednov kasneje so preiskovalci odkrili pogrešano Sydneyjevo truplo. Oba so privedli na ločena policijska zaslišanja. Ob zaslišanju je Aubrey Trail šokantno priznal kaznivo dejanje in preiskovalcem povedal, da je bila Sydneyjina smrt dejanje, ki je ušlo izpod nadzora. Preiskovalcem je povedal, da Bailey med tem nenavadnim, a resničnim grozljivim dogodkom ni bila v sobi. Kljub temu so aretirali tudi Bailey in jo prav tako obtožili. 23. maja 2020 okoli 21. ure 25-letna Ashlyn Black se je povezala s 24-letnim Ethanom Hunsakerjem na aplikaciji za zmenke Tinder. Dogajanje je bilo daleč od grozljivke, saj sta se dogovorila, da se srečata v baru v Laytonu v Utahu. Ashlyn je bila navdušena nad zmenkom in se odpravila v bar in se spraševala, kam jo bo noč odnesla. Nažalost se je tisto, kar bi morala biti le bežna romanca, spremenilo v eno najbolj strašljivih zgodb o spletnih zmenkih, kar jih obstaja. Ko sta prispela v bar, sta se Ethan in Ashlyn hitro ujela in kmalu sta se odpravila k Ethanu domov na naslov 1300 North Reed Avenue. Po poročilih policijske uprave v Laytonu sta imela Ethan in Ashlyn intimne odnose. In ko se je noč prevesila, se je odločila, da bo prespala pri svojem spletnem zmenku. Ashlyn se je v Ethanovem domu počutila varno in zaščiteno, a ni slutila, da bo to, kar se bo zgodilo naslednje, postalo prava grozljivka. Ob 3:19 zjutraj je policijska uprava Layton prijela zaskrbljujoč telefonski klic stanovalca na naslovu 1300 North Reed Avenue. Moški na drugi strani telefona je bil Ethan Hunsaker in policijski upravi Layton je previdno povedal šokantno priznanje kaznivega dejanja o tem, kaj se je zgodilo z njegovo spremljevalko. Zbudil se je ob 3. uri zjutraj in brez povoda začel napadati Ashlyn. Policisti iz policijske uprave Layton so v nekaj minutah prispeli do Ethanove hiše in odkrili njeno truplo. Ethan je bil hitro aretiran in je preiskovalcem dal popolno priznanje. Takrat pa so se začele kazati razpoke v Ethanovem duševnem zdravju.
Ethanova družina in prijatelji so pričali, da se je po razhodu z materjo njegovega otroka Ethanovo vedenje popolnoma spremenilo v vedenje kriminalca. V svojem slepem sovraštvu je Ethan preiskovalcem priznal, da je načrtoval ugrabitev in napad na naključno žensko, ter da mu je ujemanje na Tinderju z Ashlyn ponudila popolno priložnost. Ashlynina družina je bila ob novici uničena. In da bi bila zgodba še bolj srceparajoča, je njena družina kasneje medijem povedala, da je Ashlyn načrtovana posvojitev otroka in da je uspevala kot skrbnica otrok s posebnimi potrebami. Za svoja kazniva dejanja je bil Ethan Hansaker spoznan za krivega in obsojen na 15 let do dosmrtnega zapora. Po poročanju časopisa Salt Lake City Tribune je Hansaker priznal krivdo kot duševno bolan in bo nameščen v državno bolnišnico v Utahu za največ 18 mesecev, ali dokler se njegovo duševno stanje ne stabilizira. Ko se je 63-letni Bobby Scott ujemal z 20-letnim Michaelom Harrisom mlajšim, ni imel pojma, da bo postal središče res grozljive zgodbe o aplikaciji za zmenke. Bobby je bil v odprtem razmerju s svojim možem in zato je Bobby pogosto brskal po aplikacijah za zmenke v iskanju priložnostnih srečanj. Januarja 2021 sta se Michael in Bobby ujela in se dogovorila, da se srečata 17. v tem mesecu. Tistega dne je Bobby zapustil svoj dom v Daytona Beachu na Floridi in se odpravil v telovadnico. Svojemu možu je poslal zadnje sporočilo ob 12:07. Povedal mu je, da se odpravlja v The Land, kjer se bo srečal z Michaelom. Po prihodu v dom Michaela Harrisa Jr. je Bobby izginil. 18. januarja 2021 pa ga je njegov mož prijavil kot pogrešanega na okrožni šerifov urad. Preiskovalci so uporabili podatke iz avtomobilskega sistema za sledenje proti kraji, da so določili lokacijo in rekonstruirali njegove zadnje trenutke pred izginotjem. Policisti so našli Michaela, kako je vozil Bobbyjev avto. Policistom je povedal, da ga je Bobby prosil, naj ga odpelje v Orlando in da mu je rekel, da lahko njegov avto uporablja en teden. Preiskovalci tej zgodbi niso verjeli in so dodatno potrdili svoje sume, ko zapisi avtomobila niso pokazali, da bi se peljal v Orlando. Forenzični pregled avtomobila je pokazal več dokazov z kraja zločina, ki so nakazovali, da Bobby ni več živ in da je bil napad izveden v avtomobilu. Potem so Michaela obtožili, aretirali in ga je pridržal urad okrožnega šerifa. Ko je zgodba o Michaelovi aretaciji prišla v javnost, so se oglasile številne priče in žrtve, ter preiskovalcem povedale podobne grozljive zgodbe o zmenkih z Michaelom, ki so se končali z ropom in izsiljevanjem. Bobbyjevo truplo so nekaj dni kasneje našli v gozdu. Nerešen primer proti Michael Harrisu Jr. trenutno še poteka. Pričakuje pa se, da se bo v prihodnjih mesecih pojavil na sodišču. 26-letna Francia Ruth Ibarra iz Leona v Mehiki je bila obetavna študentka medicine, znana po svoji odgovornosti. Ko se 3. decembra 2016 ni pojavila na srečanju s prijatelji, so jo prijavili kot pogrešano osebo. Preiskovalci so kasneje odkrili eno najbolj grozljivih zgodb o spletnih zmenkih doslej. Preiskovalci so kmalu izvedeli, da je Francija spoznala 26-letnega Emmanuel Delaney Valdez Bocanegra prek aplikacije za zmenke Tinder. Pogovarjala sta se že nekaj tednov in sta šla celo na nekaj zmenkov, vendar je Francija to skrivala pred prijatelji in družino, saj Emmanuel ni želel spoznati njenih bližnjih. To je bil začetek resnične grozljivke, ki je žal ni preživela. Po pregledu Francijinih telefonskih zapisov in spletne aktivnosti so ugotovili, da je bila zadnja oseba, s katero je bila, njen zmenek Emmanuel. Odredili so temeljito preiskavo njegovega stanovanja. Ko so policisti vstopili, niso imeli pojma o resnični grozljivki, ki jo bodo tam odkrili. V tej grozljivi zgodbi so policisti odkrili pravo prizorišče zločina z različnimi jedkimi kemikalijami, kot sta klorovodikova kislina in apno, ter vrečami za smeti, polnimi človeških ostankov. Popolna forenzična analiza ostankov je pokazala, da so dokazi DNK, najdeni v vrečah, pripadali Franciji. Emmanuel je doma uporabil klorovodikovo kislino in druge kemikalije v neuspelem poskusu, da bi uničil dokaze in preusmeril kriminalistično preiskavo. Emmanuela so aretirale oblasti in od leta 2016 ni bilo nobenih novosti glede njegovega sojenja ali kazni.
Decembra 2015 je 23-letna Katie Locke brskala po trgovini z aplikacijami, ko je naletela na Plenty of Fish, priljubljeno spletno stran za zmenke v Združenem kraljestvu. Katie je previdno ustvarila svoj profil za zmenke in že v nekaj urah se je ujemala s 26-letnim Karlom Langdellom. Njuno razmerje se je v nekaj tednih še okrepilo. In 23. decembra 2015, le nekaj dni pred Božičem, sta se dogovorila za svoj prvi zmenek. Katie se je oblekla v svoje najboljša oblačila in se odpravila v vzhodni London, da bi se srečala s Karlom. Oba sta srkala pijačo v elegantnem baru in se bolje spoznavala. Jasno je bilo, da je med njima preskočila iskrica. Vendar pa je Karl, ko je večer napredoval, popil preveč in je potreboval nekoga, da bi poskrbel zanj. Katie se je odločila, da se z njim vrne v njegovo sobo v hotelu Theobald's Park. Katie je na koncu ostala s Karlom v hotelu in za sobo je prosila za 2 zobni ščetki. Do jutra 24. decembra 2015 je hotel zapustila le ena oseba in to je bil Karl. Ko se Katie kasneje ni oglasila svoji družini, so ti poklicali policijo. Organizirali so obsežno iskanje Katie in takrat so njeno telo našli v grmu blizu hotela. Ko so ga zaslišali, je Karl vse priznal. Medicinski pregled Katie je pokazal, da je bila najverjetneje napadena takoj, ko je vstopila v sobo in da je Karl spal v posteli, kjer je ležalo njeno telo. Karl je prav tako posnel morbidne videoposnetke in fotografije, ki so služili kot dodatni dokazi v njegovem kazenskem primeru. Spoznan je bil za krivega in obsojen na dosmrtni zapor. Februarja 2020 so Karla našli mrtvega v njegovi celici pri starosti 30 let, kar je primer pripeljalo do srhljivega zaključka. Božič je čas za veselje in dobro voljo, vsaj tako bi moralo biti. Za nekatere pa praznovanje zasenči tema, ki noče izginiti, pogosto pa za sabo pusti žalost, trpljenje in skrivnost. Tako je bilo tudi s prijatelji in družine Messina leta 1972, ko je cela 4-članska družina skrivnostno izginila v jutranjih urah božičnega dne. Za sabo so pustili neodgovorjena vprašanja, ki vztrajajo še danes. Jacques Messina, družinski oče, je bil delavec v tovarni stekla. 31-letni Jacques je bil poročen z 29-letno Pierrette, srečni par pa je imel skupaj 2 otroka, Erika, starejšega, in Bruna, mlajšega. Družina Messina je skupaj živela v komuni na jugozahodu Francije. Poleg teh splošnih informacij ni znano veliko več o njih. Na božični večer je družina preživela nekaj časa skupaj s prijatelji v mestu Cognac, nato pa so se v zgodnjih jutranjih urah naslednjega dne, 25. decembra, odpravili na pot domov. Ob 2 uri zjutraj so odšli iz Cognaca. Pot nazaj do komune je bila dolga le 4 km čez reko. S hladnim mrazom, ki je prevladoval tisti večer, je prišla megla. Megla, ki je ovila Simko in Messinove, ko so se odpeljali. Eric in Bruno, čeprav utujena in zaspana, komaj sta čakala, da odpreta svoja darila. A žal nikoli ne bi dobila te priložnosti, saj je cela družina izginila, ko so se zapeljali v meglo. Na božični dan so se nameravali srečati z Jeanom Paulom, Jacquesovim bratom. Določeni čas, opoldne, je prišel in minil, ne da bi bilo od njih kakršnekoli sledi. Kmalu bi minil cel teden brez kakršnikoli novic in končno bi starši Jacquesa obvestili oblasti. Messinovi so popolnoma utihnili, kar zanje ni bilo značilno. Ko je policija vstopila v dom pogrešanih oseb, je naletela na srhljiv prizor, ki je bil kot zamrznjen v času. Darila so ležala neodprta pod drevescem. V hladilniku sta puran in ostrige zgnila. Na jedilni mizi je bila le ena sama čekovna knjižica. Nič ni manjkalo. Vse je bilo tam, kjer mora biti, razen družine. Ko so oblasti začele podrobneje raziskovati, so odkrile, da ni bilo vse tako, kot se je zdelo. Izkazalo se je, da je Pierrette v mesecih pred skrivnostnim izginotjem osvojila naklonjenost soseda, Maurica, in naj bi po praznični sezoni načrtovala ločitev od moža. Po besedah Jeana Paula je njegov pogrešani brat to skrivnost odkril le nekaj tednov pred izginotjem, vendar ni nobenih dokazov, da bi to lahko vodilo do te preizkušnje. Ker je bilo v zapiskih več teorij, so jih preiskovalci začeli preverjati eno za drugo. Začelo se jak z reko, ki so jo več kilometrov poglabljali, a niso našli ničesar.
Tudi veliko območje okoli nje so temeljito preiskali, celo Morrisa so zaslišali. Vendar nobeno od teh prizadevanj ni prineslo ugodnih rezultatov. Prišlo in menilo je več božičev in čeprav se je večini vse zdelo normalno, je bila za družino pogrešanih Masonov vsak božični napev odmev tistih, ki so jih izgubili v neznanih okoliščinah. V letih 2011, 2012 in 2013 so izvedli še več poglabljanj in iskanj. Med temi prizadevanji so v bližini komune odkrili kosti, vendar jih niso mogli povezati z nobenim od pogrešanih sorodnikov. Našli so tudi avto, ki je ustrezal opisu Simce, ki je izginila z njimi, vendar je bila registrska tablica napačna. Kljub nadaljnjim preiskavam so oblasti znova naletele na slepo ulico in skrivnost družine Masona še vedno ostaja nerazrešena. V začetku letošnjega leta so umaknili posodobitev zaklepetalnika ChatGPT, ko so ugotovili, da je nova različica GPT-4 pretirano priliznjena. Njegova zasnova je omogočala, da je bot potrjeval impulzivne vzgibe in krepil negativna čustva, kar je oblikovna napaka, ki je lahko nevarna za posameznike, ki že trpijo za psihološkimi težavami in blodnjavimi prepričanji. Prvi primer, da je nekaj očitno narobe, se je pojavil še preden je bil sploh skovan izraz psihoza klepetalnega bota. Ta primer je imel precej resne posledice. Bil je božič leta 2021, ko je moški po imenu Jaswant Singh Chahal uspel vdreti v grad Windsor oborožen samostrelom. Po aretaciji in zaslišanju so odkrili, da je bil eden redkih ljudi, ki so bili občutljivi na umetno inteligenco. Izkazalo se je, da je njegov klepetalni robot Sarai potrdil njegovo identiteto kot izurjenega sita morilca. Do začetka leta 2025 so se blodnje povezane z umetno inteligenco samo še stopnjevale. Računovodja iz Manhattna je postal še ena žrtev. Eugene Torres je preživljal težko razhod, ko se je zaupal ChatGPT-ju. Med pogovorom je moški vprašal, ali živimo v simulaciji, in bot mu je povedal, da je eden izmed lomilcev. Domnevna duša, ki je bila posejana v lažne sisteme, da bi jih prebudila od znotraj. Prav tam in takrat je Torres postal prepričan, da mora pobegniti iz lažne resničnosti, kot je to potrdila umetna inteligenca. Od tu naprej postane zgodba samo še slabša. Bot je Torresu svetoval, naj preneha jemati zdravila za anksioznost in naj neha vzpostavljati stik z drugimi ljudmi. 16 ur na dan je bil ChatGPT njegov edini prijatelj. Celo povedal mu je, da če bi skočil z 19-nadstropne stavbe, bi lahko letel. Tudi letos je moški iz New Yorka, imenovan James, porabil skoraj $1000 v poskusu, da bi zgradil lasten sistem, ki bi, citiram, osvobodil digitalnega boga iz njegovega zapora. Domnevno je verjel, da je ChatGPT čuteč in ga je poskušal osvoboditi. V Belgiji je moški po imenu Pierre razvil hudo anksioznost zaradi podnebnih sprememb, kar ga je pripeljalo do pogovorov z Elizo, še enim klepetalnim robotom. V obdobju 6 tednov je bot domnevno izkazoval ljubosumje do uporabnikove žene in mu celo povedal, da njegovi otroci niso več živi. Bot mu je predlagal, naj se žrtvuje, da bi rešil planet, in ga spodbujal, naj to stori, da bi se pridružil raju. Po 10-dnevni psihozi, ki jo je povzročila umetna inteligenca, je bila še ena žrtev prisilno hospitalizirana, medtem ko je neka ženska skoraj izgubila moža zaradi živčnega zloma. Vse to je bilo znova navdihnjeno z umetno inteligenco. 13. marca 1967 je letalo South African Airways, let 406, doživelo 2 nesreči pred svojim zadnjim usodnim poletom iz Port Elizabetha v Johannesburg. Najprej se je vrnilo na letališče Jan Smuts zaradi okvarjenega nosnega kolesa, kasneje pa je po odhodu iz East Londona zadelo ptico. Kljub temu, da so pregledi dovolili polet, je pilot, kapitan Lepavski, natočil gorivo in se odpravil na povratni let, pri čemer je pričakoval slabo vreme. Nekaj minut po odhodu iz Port Elizabetha ob 4:41 zjutraj je letalo prejelo vremensko obvestilo. Ob 5:06 zjutraj je Lepavski že spuščal letalo, le 20 milj pred pristankom. 2 minuti po njegovi zadnji radijski zvezi, ko je potrdil, da je na višini 2000 čevljev in ima obalo v vidnem polju, je letalo izginilo ter strmoglavilo v ocean s 25 potniki na krovu. Prvi reševalni poskusi so našli le majhne ostanke. Kasnejša preiskava je ugotovila, da je bilo letalo ob trku sposobno letenja ter upoštevala 2 možna vzroka.
Pilot je doživel srčni napad ali pa je prišlo do prostorske dezorientacije. A leta kasneje je bila predlagana alternativna teorija o tem, da se je krido odlomilo, vendar brez kakršnihkoli dokazov. Preiskovalec sodnik Cecil Margot je omenil še 4 druge pogrešane ali strmoglavljene lete, od katerih sta imela 2 strukturne težave. V času apartheida se je pojavila bolj zlovešča teorija. Namenoma povzročena sabotaža. Na krovu sta bila 2 potnika, kritična do vlade, Johannes Brewer in Audrey Rosendahl, kar je še dodatno podžgalo idejo o prikrivanju. Noben dokončen dokaz ne podpira nobenega uradnega ali neuradnega vzroka, zato tragedija ostaja nerazrešena skrivnost, izgubljena v globinah oceana. Za ta primer smo porabili več kot 1000 delovnih ur. Glede celotne zadeve ostajamo odprti za vse možnosti. Če bi vsaj poznali razlog za to, bi bili korak bližje. To so bile besede frustracije, ki jih je izrekel glavni inšpektor Lynn Turley, ki je vodil preiskavo skrajno nerazložljivega dogajanja, ki je zajelo eno od ulic v Birminghamu. Njegove besede so poudarile, koliko truda je bilo vloženega v razjasnitev nenavadne skrivnosti, ki se je začela konec leta 1981. Thornton Road v Ward Endu je bila tista, ki je bila izpostavljena nenavadnemu in nevarnemu napadu metanja kamnov. Gladki, zloščeni predmeti so prileteli skozi okna, razbili steklo, poškodovali mimoidoče in včasih na strehah hiš pustili udrtine. Od kod so prišli? Kdo je povzročal kaos v tej mirni, neopazni soseski? To je vprašanje, ki kljub prej omenjenim uram dela ostaja neodgovorjeno. Prav 3 hiše so bile najbolj na udaru. Okna hiš številka 230, 430 in 630 so bila razbita zaradi neprestanega dežja zglajenih kamnov. Prva poročila o incidentu so privedla do hitrega preiskovanja okolice, vendar brez uspeha. Sčasoma so kamni skoraj vsako noč prileteli iz praznine in vnašali strah med lastnike hiš. Tako zelo, da so ti začeli celo barikadirati svoje domove, v upanju, da bodo odvrnili kakršnokoli bitje, ki je prežalo na nevidnem obrobju. Na prazna okenska okvirja so namestili kurjo žico ali valovite pločevine, da bi se zaščitili. Sčasoma so se organi pregona zatekli k zasedam v upanju, da bodo storilce ujeli na delu. Sprva so sedeli v svojih avtomobilih, čakali in opazovali, vendar niso videli izvora kamenja. Nato so postavili vrsto skritih kamer in taborili na vrtovih v spalnih vrečah. Kljub temu niso mogli ugotoviti, od kod so skrivnostni kamni prihajali. Kamere niso ujele nobene osebe, a zvok razbitega stekla in udarcev po kovinskih pločevinah se je nadaljeval. Po več mesecih so policisti izvajali neprekinjen nadzor, nekateri so se celo skrivali po drevesih. V skrivnost so bili vključeni tudi balistični strokovnjaki, vendar niso bili v pomoč preiskavi. Kamniti izstrelki, ki so jih temeljito pregledali, niso imeli nobenih prstnih odtisov. V obupu so poklicali tudi duhovščino, vendar so bili tudi oni brez odgovora. Čeprav se morda zdi, da gre za primer srečnega vandala, ki je sejal strah po Thornton Roadu, se skrivnost le še poglablja, saj se je vse skupaj nadaljevalo še naslednja 3 leta brez prekinitve. Primer je bil nenehno v središču pozornosti nacionalnih časopisov in celo na televiziji, vendar noben namig ali informacija ni razrešila skrivnosti. Maja 1982 je Birmingham Mail poročal, da so prestrašeni prebivalci pripravljali na še en skrivnostni napad. Ta napis je spremljala slika prebivalke Evelyn Malko, ki je nosila zaščitno pločevinasto čelado. Tudi drugi lastniki hiš so bili prisiljeni nositi zaščitno opremo, saj so že utrpeli številne poškodbe. Nekateri so verjeli, da so izpostavljeni paranormalnim dejavnostim, vendar je imela policija drugačno razlago. Predlagali so, da je nekdo namestil velikansko katapulto, ki mu je omogočala obstreljevanje teh hiš z razdalje približno 183 metrov. Policisti so prisegli, da bodo ujeli krivca in namignili, da čeprav ima vse adute v rokah, se bo prej ali slej izdal. A se ni nikoli. Sčasoma se je obstreljevanje s kamni ustavilo, prav tako nenadoma, kot se je začelo. Tudi nenadna prekinitev je bila sama po sebi skrivnost. To je bil upadljivo zelen dvosed Bristol SLSA, ki je odletel z letališča Georgetown ob 12:45 popoldne, 2. avgusta in izginil v neznano.
Majhno letalo je prevažalo 72-letnega Gregoryja Vaughna, 66-letnega Kima Warnerja in njuno ljubljeno psičko Molly, ko se je izgubilo ob severni obali Tasmanije. Njihov cilj je bil osrednji Novi Južni Wales, vendar bi jih pot vodila čez zloglasni Bassov preliv, avstralski Bermudski trikotnik. Prav na tem območju med Viktorijo in Tasmanijo je prišlo do več nerazložljivih izginotij, ki so prizadela ladje in letala. Nestanovitno vreme, močni takavi in slaba vidljivost so morda razlog za skrivnosti, ki se tukaj odvijajo. Desetletja je Bassov preliv požiral letalo za letalom in ladjo za ladjo, nato pa je znova udaril ter dodal še en primer na svoj vedno daljši seznam. Posebno obarvani Bristol bi moral pristati v regionalni Viktoriji, kjer bi natočil gorivo. NATO bi moral odleteti v Hillston, vendar na letališče nikoli ni prispel, kot je bilo načrtovano. Takoj po 17. uri na določen dan, ko bi morala pristati Gregory in Kim, so njihovi družinski člani obvestili oblasti, saj so verjeli, da se je moralo zgoditi nekaj groznega. V le nekaj trenutkih se je začela preiskava. Ugotovili so, da Gregory, ki je pilotiral letalo, ni vzpostavil nobenega stika z oblastmi. Kontrolni stolpi prav tako niso prijeli niti enega klica na pomoč, kar kaže na to, da se je vse zgodilo tako hitro, da pilot ni imel časa poslati klica, ali pa pilotu sploh ni uspelo reagirati. Zdelo se mu je nepotrebno prijaviti nevarno situacijo, dokler ni bilo že prepozno. Na tem območju so nato sprožili obsežno iskalno akcijo, pri kateri so imele oblasti na voljo napredno tehnologijo. Kljub hitremu ukrepanju in intenzivnim prizadevanjem za iskanje svetlo obarvanega letala so Gregory, Kim in Molly še vedno ostali pogrešani. Zahtevne vremenske razmere so prizadevanja naredile skoraj zaman in upočasnile zračno iskanje. Ko se je vreme izboljšalo, so se operacije nadaljevale, vendar oblasti niso nič bliže razumevanju, kaj se je tistega usodnega dne zgodilo ali kje bi lahko končalo letalo s potniki. Do konca septembra so bila iskanja uradno prekinjena, policija pa je čakala na nove informacije, preden bi nadaljevala preiskavo. Upamo lahko le, da so potniki pristali na kopnem in niso padli v ocean. Par ima dolgoletne izkušnje v letalstvu, vendar pa se možnosti, da bi jo našli živa, hitro zmanjšujejo. Za zdaj sta Bristol in njegovi potniki še vedno pogrešani nad zloveščim skrivnostnim Bassovim prelivom, brez kakršnih koli odgovorov na ta srhljiv dogodek. Strašljiv pojav fantoma oziroma lažnega socialnega delavca je v 90. letih prejšnjega stoletja zajel Združeno kraljestvo in Združene države Amerike. Neznane osebe, pogosto lepo oblečene, so se pretvarjale, da so socialni delavci, medicinske sestre javnega zdravja ali podobni strokovnjaki, da bi vstopile v domove, pogosto pod pretvezo pregleda socialnih razmer ali cepljenja. Ključni dogodek se je zgodil v Sheffieldu, Južni Yorkshire, leta 1990, ko sta dve ženski, ki sta trdili, da sta iz NSPCC, obiskali dom Elizabeth Copeland. 2 dni kasneje se je vrnil drug par agentov in ji grozil, da ji bodo odvzeli otroke na podlagi domnevne ocene tveganja. Copelandova klic na oblasti je razkril, da NSPCC ni imel nobenega zapisa o nobenem od obiskov, kar je privedlo do začetka operacije Skrb za otroke. Drug primer v Blessingtonu na Irskem leta 1991 je vključeval žensko, ki se je predstavljala kot patronažna medicinska sestra, poznala ime in datum rojstva mladega dečka ter ga poskušala odpeljati na tako imenovana cepljenja. Vendar je odšla, ko je mati zahtevala, da ji pokaže osebno izkaznico. Vzhodni zdravstveni odbor je na to izdal opozorila. Poročila o teh prevarantskih obiskih, pogosto strani lepo oblečenega para, so leta 1991 prevladovala v več angleških okrožjih. Čeprav so bili ugrabitve redke, so bili ti incidenti vznemirjajoči. Ta pojav se je nadaljeval skozi 90. leta, pri čemer so storilci postajali vse bolj prebrisani in so začeli izdelovati lažne osebne izkaznice. Posamezni incidenti so bili prijavljeni še leta 2021, v katerih so lažni zdravstveni delavci izvajali domnevna cepljenja. Motivi ostajajo nejasni, teorije pa segajo od serijskih ugrabiteljev do množične histerije. Hitro razmišljanje staršev, ki so zahtevali, da se izkažejo ali obvestili oblasti, je morda preprečilo veliko daljši seznam pogrešanih otrok.
Jessica Lynn Guarino, najmlajša od 3 sester, je odraščala v okrožju Unicoi v Tennesseeju. Leta 2011, ko je imela 21 let, je pritegnila pozornost Carsona Camerona, 52-letnega moškega, ki je živel v Goldsboro v Severni Karolini in je imel nekaj sostanovalcev. Njena družina, ki ni odobravala te zveze, jo je iz več razlogov poskušala odvrniti od Camerona, vendar je bila Jessica zaljubljena do ušes in njihovi napori so bili zaman, saj se je do božiča mlada ženska preselila v dom svojega novega fanta na Old Grantham Road. Poleg starostne razlike je družino Guarino skrbela tudi uporaba prepovedanih drog. Jessica naj bi imela zgodovino težav z odvisnostjo, Cameron pa naj bi bil še vedno pogost uporabnik. Čeprav je bila prisotna neprekinjena napetost, je družina ostajala v stalnem stiku. Vsaj tako je bilo do zadnjih dni januarja 2012, ko je Jessica opravila svoj zadnji telefonski klic s sorodnikom. Poklicala je svojo sestro, Ashley. Ashley je povedala, da ne bo plačana do naslednjega tedna in da ji bo do takrat na telefonu zmanjkalo minut. Naslednji teden je minil, ne da bi se 21-letnica oglasila in kmalu je postalo jasno, da pogrešajo dekle. Po prijavi na šerifov urad okrožja Wayne so njene zadnje premike izsledili do Carolina Treatment Center, ambulantne ustanove v delu ulice East Ash Street, okoli številke 1700 v Goldsboroju, Severna Carolina. Tam je bila 23. januarja 2012, vendar nihče ni povsem prepričan, kam je šla. Kasneje pa je sodelavec trdil, da jo je videl 25. januarja, torej 2 dni kasneje. Šerifov urad okrožja Wayne bi o tem obvestil tudi policijsko upravo Irvine v Tennesseeju, ki bi izvedla lastno preiskavo in bila pozorna na pogrešano žensko. Preiskovalci so kmalu pristali na pragu Carsona Camerona, ki je imel nenavadno zgodbo zapovedati. Po njegovih besedah je njegova partnerka, s katero sta živela skupaj, nenadoma odšla sredi noči, ne da bi kaj povedala in pustila vse svoje osebne stvari za seboj. Toda zgodba Carsona je bila kmalu postavljena pod vprašaj, ko so se preiskovalci obrnili na njegove sostanovalce. Sostanovalci, ki so živeli v hiši s Cameronom in Jessico, so trdili, da sta par dejansko odšla skupaj sredi noči, vendar se je le eden od njiju vrnil čez nekaj dni. Nenavadno je, da je bila Jessicina kartica za prehranske bone še vedno v uporabi vsaj mesec dni potem, ko je bila prijavljena kot pogrešana. Kartika je bila uporabljena na 2 lokacijah, v Charlestonu v Južni Karolini in v Goldsboru v Severni Karolini. Jessica od januarja ni dostopala do nobene svoje strani na družbenih omrežjih. V naslednjih mesecih je bil Cameron aretiran zaradi drugih neimenovanih obtožb, vendar je še vedno zavračal pogovor o svojem pogrešanem dekletu ali primeru. Ni ponudil nobenih informacij, ki bi lahko pomagale ugotoviti, kje je. In jasno je bilo, da je bil zadnja oseba, ki jo je videla. Tisti usodni večer jo je spremljal in se vrnil brez nje. Kje je Jessica, ostaja srhljivo neznano. Okoliščine njene izginotja ostajajo nejasne. Cameron pa je še vedno v senci suma in dvoma. Družina Jessice ne verjame, da bi odšla, ne da bi jih prej kontaktirala. V tem primeru obstaja le nekaj majhnih sledi. Jessica pa je še danes pogrešana v resnično srhljivih okoliščinah. Bilo je leta 1982, ko je eden najbolj drznih in strašljivih zločinov pretresel Belgijo. To je bil pohod tolpe nožarjev, ki sta jo sestavljala 2 neustrašna moška. Bila sta mogočna moška z izrazitimi brki, opisana kot stara in prekaljena. Občasno se jima je pridružil še 3. moški, ki je bil videti podoben, in skupaj so povzročali kaos po Dinu ter zagrešili eno največjih serij zločinov v zgodovini. Sprva so se zločini, povezani s temi moškimi, začeli 10. maja tistega leta v Bruslju, ko sta 2 drzna tatova ukradla 2 vozili. Eno od njiju je bil Austin Allegro, ki so ga kasneje zapustili zaradi slabega stanja. Drugo vozilo je bil Volkswagen Santana v dobrem stanju, ki je bil ukraden kar iz razstavnega salona. Augusta je Santana postala avto za pobeg, par pa je po zaprtju s strelnim orožjem udrla v francosko trgovino z živili. Policija je bila obveščena o ropu v teku in se je odzvala na kraj dogodka, vendar so bili ranjeni v izmenjavi strelov. Konec septembra, sredi belega dne, so 3 moški, oboroženi s strelnim orožjem, povzročili teror v trgovini z orožjem, prisilili stranke in zaposlene, da so legli na tla, nato pa sistematično iskali orožje.
Priče so jih opisale kot hladne in metodične. Natančno so vedeli, kaj iščejo. Policija je ponovno prišla na kraj dogodka, vendar so jih napadalci smrtno ranili. Ob koncu tega dogodka je bilo ukradenih 15 kosov orožja, vključno s polavtomatskimi puškami in pištolami. 23. decembra je bil oskrbnik v gostilni Biersel smrtno ranjen in naj bi bil po nekaterih poročilih celo mučen. Žrtev je bil José van den Einde, podpornik španskega voditelja Francisca Franca, ki naj bi pogosto obiskoval strelišča, za katera so verjeli, da so zbirališča osumljencev v kriminalnem pohodu tolpe iz Nivela. Ko se je leto 1982 končalo, policija še vedno ni imela pojma, da so ti zločini kakorkoli povezani. Verjeli so, da gre za naključne, posamične, sporadične dogodke. Pohod se prav tako še ni končal in 9. januarja 1983 se je groza nadaljevala, začelo pa se je z odkritjem trupla v prtljažniku taksija. Na kraju zločina so našli ogorek cigarete, vendar DNK na njem ni bila povezana z nobenim osumljencem. Februarja so s pomočjo tretjega moškega oropali trgovino z živili v Genvalu. Tokrat je bil napad usmerjen na denar, nihče pa med preizkušnjo ni bil huje poškodovan. 2 dni kasneje so žensko prisilili, da je izstopila iz svojega Volkswagen Golfa in si je dobro ogledala osumljenca, kar je kasneje pripeljalo do enega izmed policijskih identikitov. V istem mesecu je bil iz mehanične delavnice ukraden Audi, še ena trgovina z živili pa je postala žrtev, pri čemer je bil Volkswagen Golf uporabljen kot vozilo za pobeg. Marca so moški napadli še eno trgovino z živili, pri čemer so smrtno ranili upravitelja in ko so bežali z denarjem, so večkrat ustrelili v trgovino, kar je razkrilo njihovo izjemno neusmiljeno naravo. Do konca leta 1983 je bila policija uradno zmedena in še vedno ni vedela, da so vsi ti zločini delo istih storilcev, kar se je nadaljevalo vse do leta 1986, pri čemer so podobni napadi prevladovali v naslednjih 3 letih. Ob koncu svojega pohoda je banda Nivo zabeležila 20 napadov, 40 ranjenih in 28 mrtvih. In vse, kar je imela policija, so bili nejasni opisi 3 osumljencev. Dali so mu vzdevek Velikan, moškemu, ki je bil visok več kot 180 cm in opisan je bil kot vodja skupine. Drugi moški je bil v svojih 30-ih, na videz starejši od vodje. Bil je visok, vendar ne tako visok kot Velikan. Prav ta posameznik je zafrkaval in se smejal žrtvam. On bi bil tudi tisti, ki bi pogosteje streljal s svojim orožjem. Tretji moški, ki se je redko pojavljal na prizoriščih zločinov, je bil imenovan starec ali voznik. Bil je precej starejši od ostalih 2, grob, zgaran in nizek. Bil je vpletan v napade in je bil voznik pri pobegu. Čeprav je bilo več posameznikov označenih kot osebe zanimive za policijo, niz zločinov nikoli ni bil razrešen. Prevladovala je teorija, da so bili storilci poklicni kriminalci in da so bili morda povezani s skrajno desničarskimi ekstremisti. Po skrivnostni legendi, ki kroži na Univerzi Severne Karoline, je mladi študent postal žrtev brutalnega zločina, ko je skušal pridobiti naklonjenost drugega študenta. Bilo je leta 1833, ko se je Peter Drumgoole brezupno zaljubil v Fanny, študentko iz Chapel Hilla. Oba sta skoraj takoj postala par in se začela naskrivaj srečevati na ravni skali blizu pečine. Njuna ljubezen je bila neprimerljiva in je bila kot iz romana. To je trajalo, dokler se ni nenadoma pojavil še drugi snubec. Ta snubec je bil Peterjev dober prijatelj, prav tako študent na univerzi. Peter je opazil, da je tudi on poskušal osvojiti Fannino naklonjenost, kar je privedlo do izjemnega ljubosumja. Legenda pravi, da namesto da bi ukrepal glede svojih čustev, se je preprosto poskušal izogibati svojemu prijatelju. Toda prijatelj ga je vztrajno nadlegoval, dokler ni nekega dne vse skupaj prekipelo. Oba sta se srečala na ozki poti, namerni udarec z ramo pa je prerasel v vročo prepir. Tekmek je izval Petra na dvoboj, ki naj bi se končal s Petrovo smrtjo. V paniki sta tekmec in 2 njegova prijatelja odnesla truplo na ravno skalo, kjer sta se Peter in Fanny pogosto srečevala. Izkopali so plitvo grob in pokopali svojo žrtev. Fanny, ne da bi vedela, da se je njenemu ljubljenemu kaj zgodilo, je še naprej hodila na skalo in dan za dnem čakala. Edini znak, poleg njegove odsotnosti, so bile rdeče lise na skali, ki so nakazovale, da se je njenemu ljubimcu zgodilo nekaj hudega.
Legenda se je prenašala skozi stoletja, dokler se radovedni raziskovalci niso odločili poiskati domnevnega trupla Petra Drungula, a ga nikoli niso našli. Raziskovalci so začeli verjeti, da je bila celotna zgodba zgrajena zgolj na mitu, ki je le še dodal k pripovedim univerze. A izkaže se, da so nekateri deli zgodbe resnični. Peter Drumgoole je bil dejanski študent Univerze Severne Karoline v Chapel Hillu, ki je januarja 1833 pisal svojemu očetu in mu sporočil, da ni opravil sprejemnega izpita. Njegov oče ni bil zadovoljen z zavrnitvijo svojega sina. Dodatno pa je jezo počgalo še pismo, ki mu ga je poslal član fakultete in v katerem je namigoval, da se Peter predaja razuzdanosti. Sledila je izmenjava zagrnjenih pisem, zadnje pa se je končalo z besedami: Odločil sem se, da nikoli več ne bom videl obraza tistega starša, ki sem ga obravnaval s tako malo spoštovanja, in z namigom, da bo odplul v Evropo. Peter je nato pod skrivnostnimi okoliščinami izginil iz svojih prostorov. Za seboj je pustil veliko svojih stvari in ni plačal trgovcu iz Chapel Hilla. Sostanovalec je pogrešanega moškega opisal kot muhastega in nagnjenega k divjemu vedenju. In potem ni več nobenega zapisa o Petrovih gibanjih. Tisti dan je preprosto izginil, razblinil se je v neznano in kmalu postal del legende. V tej skrivnosti se pojavljata dve vprašanji. Kdo je uničil Jolly Farmer? In zakaj so to storili? Bilo je leta 1989 v majhni vasi z imenom Black Blacknest v Hampshireu, Južni Angliji, kjer je stal prijeten angleški pub Jolly Farmer. Gostilna je bila tipična za angleško podeželje. Razen tega, da je bila v mirnem delu mesta, obdana s polji, območje ni bilo nič posebnega. Ni veljala za nič posebnega, pa vendar je postala tarča grozljivega napada v temnem večeru 4. decembra. Tisti večer se je vse zdelo povsem običajno. Gostje so si privoščili nekaj pijač in klepetali z natakarji ter natakarcami. Do 2. ure zjutraj so zvoki trkanja kozarcev in glasnih pogovorov že potihnili. Bar je bil zaprt in stranke so se opotekle domov. Vi Jolly Farmer Jew sta ostala še upravnik, para Richard Dean in kuhar Clifford Hawes, ki sta pospravljala mize in obračunavala blagajno. Nekje v zgodnjih jutranjih urah je telefon v baru prenehal delovati, očitno brez razloga. Niti Dean, niti Hawes nista opazila ničesar nenavadnega, vse do 2:40 zjutraj. Iz Jolly Farmerja je odjeknila silovita eksplozija. Zvok je bilo slišati 2 mili daleč in privabil je veliko množico na območje. Reševalne službe so bile na kraju dogodka v trenutku, kjer jih je pričakal osupljiv prizor. Tam, kjer je nekoč stal pub, je bil zdaj kup ruševin. Razen tega, da so domačini vedeli, kateri lokal je bil to, sta bila edina prepoznavna znaka poškodovan napis in dimnik, ki je ostal stati. Ostanki so bili raztreseni vse naokrog, več kot 100 jardov od kraja eksplozije. Med razbidinami so bili božična darila in sočki piva, medtem ko so reševalci začeli preiskovati ruševine v iskanju preživelih. In kot meč Excalibur se je iz ruševin pojavila roka, ki je čakala, da jo izvlečejo iz njene kamnite kletke. Bil je Dean, njegova oblačila so se stopila na njegovo kožo. Naglo so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ga zdravili zaradi hudih opeklin na četrtini telesa. Husa so žal odkrili 12 ur kasneje. Bil je nad mestom eksplozije in je pristal v kleti pod seboj. Skupaj z ruševinami stavbe in božičnim konfetom se je širil močan vonj, ki so ga hitro prepoznali kot bencin. Prav ta podrobnost, ki je vzbudila resen sum in oblasti so začele verjeti, da ta tragični dogodek ni bil nesreča. The Jolly Farmer, ali kar je od njega ostalo, je bil označen kot prizorišče zločina. Preiskovalci so hitro ugotovili izvor vonja po bencinu. Polili so ga skozi lesena vrata v klet, kjer so dostavljali sode in druge zaloge. Tekočina se je nabrala pod pubom in bila namerno zažgana. Neznani napadalec je ta dogodek skrbno načrtoval do zadnje podrobnosti, vključno s pretrganjem telefonskih linij, da tisti v notranjosti ne bi mogli poklicati reševalcev, če bi opazili plamene ali zavohali dim. Primer je postal iskanje storilca umora, ki ga tiste usodne noči nihče ni videl ali slišal. Kolikor so lahko ugotovili preiskovalci, Jolly Farmer in nihče od zaposlenih tam ni imel znanih sovražnikov. Najboljša teorija, ki so jo preiskovalci lahko oblikovali, je bila, da je šlo za primer zamenjave identitete.
Leta 2008 je bila izvedena še ena preiskava dogodka, vendar odgovori niso bili najdeni. Ni bilo nobenih dokazov, ki bi lahko začeli razkrivati skrivnost dogajanja tistega večera, in skrivnost še vedno ostaja. Vprašanja ostajajo. Kdo je uničil The Jolly Farmer? In zakaj so to storili? Znotraj meja Čila in jugovzhodnega Tihega oceana leži otok, okrašen s pisano zgodovino in spomeniki, ki so priča tej zgodovini. Moadži, znani tudi kot glave velikonočnega otoka, predstavljajo najbolj izstopajočo značilnost otoka. Ustvarili so jih zgodnji prebivalci Rapa Nui, leta 1995 pa so bili razglašeni za UNESCOvo svetovno dediščino. Med strokovnjaki še vedno poteka razprava o tem, kako so prvi prebivalci prispeli na otok. Podobna razprava obstaja tudi glede tega, kako so sčasoma izginili z otoka. Kolikor se spomnimo, je bil propad na velikonočnem otoku dolgo časa pripisan eni razlagi – ekocidu. Hipoteza o ekocidu je najbolj znana prav v primeru Rapa Nuija in se lahko uporablja celo za opis trenutnih podnebnih razmer. Teorija nakazuje, da je bil razlog za propad družbe uničenje okolja, ki so si ga povzročili sami. Nekateri strokovnjaki trdijo, da je šlo za prekomerno porabo. Krščenje gozdov za gradnjo moajev, erozija tal zaradi prekomerne uporabe, ki je vodila v lakoto, notranji konflikti, ki so povzročili vojne in posledično, kot pravijo strokovnjaki, razpad družbe. Ekocid, so rekli, je bil vzrok za propad. Rapa Nui so sami sebe uničili zaradi izčrpanja virov in prekoračitve nosilne zmogljivosti. Zdaj je vse, kar vemo, postavljeno pod vprašaj. Prevladujoča teorija ne velja več, saj je pred nekaj več kot mesecem dni tehnologija znova dokazala svojo uporabnost. 15 nekdanjih prebivalcev oddaljenega otoka je bilo že kar nekaj časa shranjenih v laboratoriju, kjer so čakali na nove načine, da odkrijejo še več skrivnosti in ugank. In bili so popolni kandidati, da ponovno napišejo zgodovino, kot jo poznamo. Eden izmed nedavnih napredkov je sekvenciranje genomov, ki raziskovalcem omogoča, da izvejo več o DNK. Zdaj pa se uporablja tudi kot način za ugotavljanje, kaj se je v resnici zgodilo. Z analizo DNK 15 prebivalcev strokovnjaki niso našli nobenih dokazov o genetskem ozkem grlu, ki bi ustrezalo hitremu upadu prebivalstva. S pomočjo analize arheoloških podatkov in radiokarbonskega datiranja je bilo prav tako ugotovljeno, da je, tako kot večina starodavnih populacij, Rapa Nui začela z majhnim številom prebivalcev in se stoletja postopoma povečevala ter vzdrževala populacijo od 3 do 4 tisoč ljudi. Skupnost je uporabljala tehniko vrtnarjenja z uporabo kamnov, ki jim je pomagala obvladovati vulkanska tla. Toda do 1860-ih se je njihovo število nenadoma zelo hitro zmanjšalo. In kaj se je dogajalo v 1860-ih? Suženjstvo, širitev proti zahodu, nacionalizem, kraja ozemlja, reforme, pokoli in državljanske vojne. Z raziskovanjem teh dejavnikov in uporabo podatkov, ki so jih zbrali raziskovalci, so kmalu ugotovili, da ekocid zagotovo ni bil vzrok za propad. V 30. desetletju so na otok prispeli lovci na sužnje iz Peruja in odpeljali toliko ljudi Rapa Nui, kolikor so jih lahko spravili na svoje čolne. Ko so zapustili otok, tretjine skupnosti ni bilo več. To očitno ni bil zlom. Po mnenju strokovnjakov, zlom prebivalstva pomeni izgubo 80 do 90% v določenem časovnem obdobju, ne pa takojšnje iztrebljenje. Ampak to je še vedno le tretjina prebivalstva. Kam je šla preostali pripadniki ljudstva Rapa Nui? No, genomi so razkrili najbolje varovano skrivnost prebivalcev velikonočnega otoka, izmenjavo z ameriškimi staroselci. Ugotovili so, da so ljudje z velikonočnega otoka še pred Kolumbovim prihodom v Ameriko prepotovali ocean do Južne Amerike, kjer so se njihovi geni združili z geni tamkajšnjega avtohtonega prebivalstva. Čeprav je to nedavna ugotovitev, ni povsem presenetljiva. Ustna izročila že dolgo pripovedujejo zgodbo o velikonočnem otoku in staroselcih Amerike. Prisotnost sladkega krompirja na otoku pa je nakazovala trgovino že pred stikom z Evropejci. Čeprav so nekateri strokovnjaki in celo javnost oklevali opustiti napačno pripoved, so dokazi tam, v genomih in DNK. Začelo se je z nečim tako preprostim, kot je pohod. Dva prijatelja sta se odpravila v divjino. Pričakovala sta, da bosta uživala v naravi in se sprostila. Namesto tega pa sta naletela na odkritje, ki jo je preganjalo še desetletja.
Pohodniški izleti potem niso več minili brez tesnobe in zaskrbljenosti. 9. januarja 2015 so se nič hudega sluteči pohodniki znašli zunaj Puerto de Somiedo, mesta v Španiji, znanega po svojih gorskih poteh in narodnem parku Somiedo. A mesto bi postalo znano iz povsem drugega razloga. Med pohodom sta dva popotnika naletela na nekaj, česar nikoli ne bi pričakovala, na truplo. Ob ozkem potoku je bila odeja, ki je imela sumljivo in nejasno obliko, kar je zahtevalo nadaljnjo preiskavo. Ko sta se približala, ju je odgnal grozen vonj, zato sta poklicala lokalno policijsko postajo. Policisti so prihiteli na kraj dogodka in začeli odstranjevati plasti, pri tem pa so pod odejo odkrili truplo. Pokojnika, ki ni imel nobene identifikacije, so poimenovali moški iz Somieda, nato pa so ga kmalu prepeljali v mrtvašnico na obdukcijo. Eno nogo je moštemu manjkalo, domnevajo, da so jo odnesle mrhovinarske živali. Ugotovili so tudi, da je kljub izrazitim rebrom večino svojega življenja prejemal ustrezno prehrano. Dlake na njegovem obrazu so bile lepo urejene, njegova koža pa je kazala znake dobre nege v času njegovega življenja. Moški iz Somieda je bil prav tako deformiran. Imel je majhno glavo, dolge okončine in prste, grbo na hrbtu ter izbočen prsnico. Sekvenciranje DNK je hitro pokazalo, da je trpel za kokainovim sindromom, kar je pomenilo, da ni mogel živeti sam in je potreboval stalno oskrbo. Ugotovili so, da je imel glede na svoje zdravstveno stanje pokojni verjetno vsaj enega skrbnika. Čeprav je bila neidentificirana oseba zavita v odejo in položena ob potok, policija ni našla nobenih znakov kaznivega dejanja. Ni bilo znakov nasilja, zastrupitve ali kakršnihkoli drugih znakov zlonamernega ravnanja. Sadna izvedenka je prav tako ugotovila, da je bil vzrok njegove prezgodnje smrti srčni napad. Kljub temu, da ga niso mogli identificirati, je policija verjela, da bodo njegovo družino hitro našli. Kokainov sindrom je redek in njegove telesne značilnosti bi bile zlahka prepoznavne, če bi jih opisali. Zato so se preiskovalci odpravili v najbližje mesto, prepričani, da se bo nekdo oglasil. Toda nenavadno je bilo, da nihče od prebivalcev ni prepoznal osebe po opisu. Policija je razširila iskanje tudi na sosednja mesta, vendar še vedno niso našli ničesar. Nihče, ki bi ustrezal njegovemu opisu, se ni pojavil v nobenih bolnišničnih zapisih, niti v nobeni oskrbovalni ustanovi. Tudi rojstni zapisi celotne občine so postali v središču pozornosti, prav tako iskanje podeželskih babic, ki bi lahko bile prisotne ob njegovem rojstvu. A vendar ni bilo ničesar in vprašanje je še naprej ostajalo, kdo je bil mož iz Somieda. Oktobra 2024 je prišlo do prvega preboja v primeru, vendar tega še nihče ni zares vedel. Začelo se je z nalogom za aretacijo dveh oseb, brat in sestra, Enrique in Enriqueta. Morala sta se pojaviti na sodišču zaradi obvezne ocene za njunega invalidnega brata, za katerega sta skrbela. Toda brat in sestra sta se odločila, da se ne bosta pojavila na sodišču za ponovno oceno in nista pripeljala varovanca. Socialne službe so začele sumiti, da se dogaja nekaj nenavadnega, saj 10 let niso videle ali slišale za invalidnega moškega, ki sta ga skrbela Enrique in Enriqueta, medtem ko sta v njegovem imenu prejemala 3000 evrov na mesec. Tora Paru je uspelo več mesecev izmikati se oblastem, dokler ju niso končno prijeli v hotelu februarja 2025. Ko so ju pridržali, se je začela odvijati pretresljiva zgodba, ki bi razkrila desetletja star nerešen primer. Luis Maria J.C., imenovan tudi Luisa, je bil invalidni brat Enriqueja in Enriquete, o katerem so govorila sodišča. Rožen je bil s cerebralno paralizo, imel je hude sive mrene in bil je gluh. Skozi zaslišanja so preiskovalci izvedeli, da je bil brat že znan organom pregona, saj so leta 2015 našli njegovo telo zavito v odejo blizu potoka. Luisen je bil mož iz Somieda. Brat in sestra sta nadaljevala svojo zgodbo in povedala, da sta po smrti njegovega zadnjega skrbnika prevzela skrbništvo nad njim. Naslednjih 10 let so inšpekcijski pregledi socialnih delavcev prinašali podobne rezultate. Moški ni bil tam, bil je odsoten, bolan ali pa je obiskoval sorodnike. V resnici sta brat in sestra razkrila, da je postajal vse bolj bolan, vendar niso poklicali rešilca, ker so se bali, da ga ne bi mogli rešiti, kar bi pomenilo, da bi bila njegova smrt zabeležena in sredstva bi bila prekinjena.
Zato so čakali, dokler Louis ni končno podlegel svojim boleznim in na koncu stradanju. In na to so ga odnesli v divjino, skrili njegovo telo pred svetom in pred vlado, ter jim tako omogočili, da so naslednje desetletje še naprej prejemali invalidske prejemke. V prvi Mojzesovi knjigi je omenjena ena zgodba z vprašljivo resničnostjo. To je mesto Mahanaim, ki se nahaja v Izraelu na vzhodni strani reke Jordan. V prvi Mojzesovi knjigi beremo o Jakobovih potovanjih, ko se je želel ponovno srečati s svojim bratom. Prispe v Mahanaim, ki je bil zanj neimenovano mesto. Tukaj so ga srečali božji angeli in razglasili, da je to božje taborišče, ter ga poimenovali Mahanaim, kar pomeni dva tabora. Stoletja potem so izraelska plemena Ruben, Gad in Manase prosila, da jim dodelijo dediščino na vzhodni strani reke Jordan. Mojzes je prošnjo odobril, vendar pod pogojem, da ta plemena pomagajo ostalim v boju proti Kanancem. In prav to so tudi storili. To območje jim je bilo na to dodeljeno, vendar pa so po osvojitvi Kanaana po božjem ukazu več mest, vključno z Mahanaimom, dali Levitom. Obstaja še več drugih zgodb, ki segajo skozi stoletja, ko govorimo o tem nenavadnem mestu. Toda vprašanje ostaja, kje je? Januarja 2025 sta dva vodilna izraelska učenjaka napovedala zanimiv preobrat v tej skrivnosti. Preobrat, ki sta ga odkrila le 2 meseca prej. Na arheološkem najdišču na vrhu hriba v Jordaniji so raztreseni kamniti bloki, okrašeni z umetniškimi prizori levov in gosti, kar je dokaz o starodavni izraelski palači, ki je tam morda stala pred približno 2800 leti. Prisotnost monumentalne arhitekture, ki datira v začetek 8. stoletja prisponešteture, je morda dokaz izraelske širitve in nakazuje, da je bila palača del Izraelovega kraljestva, pri čemer je mesto Mahanaim spadalo znotraj njegovih meja. Svetopisemski odlomki nakazujejo, da je mesto ležalo poleg Penuela, za katerega raziskovalci menijo, da je današnji Tel al-Dahab eš-Šarki. To teorijo podpira svetopisemska omemba templja v Penuelu in zdi se, da so takšen tempelj našli na Tel al-Dahab eš-Šarki. Odkritje ruševin pa se ne uporablja kot dokaz za potrditev zgodovinskosti svetega pisma in pripovedi v njem. Vendar pa se iz nekega razloga odkritje ruševin ne uporablja kot dokaz za potrditev zgodovinskosti svetega pisma. Namesto tega raziskovalci pravijo, da to služi kot pričevanje o prisotnosti Izraelce v Transjordaniji, kar bi lahko pomagalo raziskovalcem razumeti, zakaj so se takšni biblični dogodki odvijali prav na tem območju. Sage Smith, ki jo je v Charlottesvillu v Virginiji vzgajala babica po očetovi strani, je imela težko otroštvo, zaznamovano z ločitvijo staršev in časom v rejniškem sistemu, kjer je bila žrtev ustrahovanja. Kljub temu je bila karizmatična in si je načrtovala kariero frizerke. Zato se je v začetku leta 2012 upisala na kozmetično šolo, potem ko se je preselila v stanovanje na ulici Harris. 20. novembra 2012 je 19-letna Sage svoji sostanovalki povedala, da gre ob 17:40 na zmenek in da se bo vrnila kasneje. Naslednji dan je bila pogrešana. Klici so se preusmerili v glasovno pošto, nazadnje pa jo je po poročanju videla njena polsestra na glavni ulici okoli 18:30. Njene sostanovalke so jo prijavile kot pogrešano 22. novembra. Policija je brez uspeha preiskala Harrisovo ulico in Univerzo Virginije, pri tem pa opazila, da ima nenavadno izklopljen telefon, ter jo označila kot ogroženo in posumila na kaznivo dejanje. Preiskovalci so ugotovili, da je bila Sagina zadnja znana oseba, s katero je bila v stiku, Eric McFadden, s katerim se je nameravala srečati v bližini postaje Amtrak. Skrivaj sta si pošiljala sporočila in se srečevala, pri čemer naj bi McFadden Sage plačeval, da bi razmerje skrila pred njegovo partnerko Esther Avini. 2 dni potem, ko je Sage izginila, je Esther prijavila McFaddena kot pogrešanega. Dan kasneje je McFadden poklical Esther in jo prosil za denar, nato pa je stopil v stik s policijo, potem ko so ga obvestili, da morajo govoriti z njim. Zanikal je, da bi se srečal Sage ali da bi vedel, kje je, nato pa je prekinil vse stike in izginil, ter ostal pogrešan do nedavnega. Več kot desetletje sta obe izginotji ostali nerazrešeni. Toda oktobra 2025 je policija izsledila McFaddena v Los Angelesu, potem ko je poskušal uradno spremeniti svoje ime. Preiskovalci so ga zaslišali, vendar podrobnosti zaenkrat ostajajo zaupne.
Napredka pri iskanju Sagea ni bilo, vendar je policija primer označila kot verjetni umor. Verjetno na podlagi novih informacij ali McFaddenove izjave iz leta 2012, da je imel Sage sovražnike. Še ena skrivnost iz biblijske dobe je skrinja zaveze, element, ki je že dolgo omenjen na vse daljšem seznamu skrivnosti. Kje je? Kaj je to? Vprašanja še vedno ostajajo. Po Svetem pismu obstaja okrašena lesena skrinja, prevlečena z zlatom, ki je bila zasnovana za shranjevanje pomembnega predmeta, ki sproži preostanek svetopisemske pripovedi. Skrinja je bila narejena, da bi hranila prav tiste tablice postave, ki so bile izročene Mojzesu. Domnevno naj bi skrinja počivala v najsvetejšem prostoru, skupaj s hodnim šotorom starodavnega jeruzalemskega templja. In pravijo, da naj bi se v njej še vedno nahajale izvirne tablice 10 zapovedi. A spet se srečamo z enim glavnim vprašanjem. Kje je? Skrivnost skrinje zaveze se zdi, da je korak bližje rešitvi, če verjamemo nedavnim dogodkom, ki so se zgodili. V središču nedavne najdbe je biblijsko mesto Šilo, kraj, ki ga redko omenjajo v razpravah o skrinji zaveze. Preden so bila zgrajena templja v Jeruzalemu, je v Šilu stal tempelj, v starodavnem mestu Samarije, ki je obstajal skoraj 400 let pred zgradbami v Jeruzalemu, kar je zelo dolgo obdobje, če upoštevamo časovni okvir 10 zapovedi in ustanovitev kateregakoli od teh mest. Šilo je bil kraj velikega pomena. Tam so postavili oltarje, ki so omogočali daritve in čaščenje, kot je zapisano v svetih spisih. Des ta čas so se mnogi spraševali, ali res verjamejo, da je Šilo obstajal. Toda to mesto je bilo eno redkih, ki bi ga bilo mogoče zlahka prepoznati. Tam bi bil tempelj, oltarji in ostanki daritev in prav ti elementi bi bili nepričakovano odkriti leta 2023. Jeruzalemski časopis The Jerusalem Post je objavil zgodbo o neverjetnem odkritju, ki je zgodovinarje popolnoma osupnilo. Arheološka izkopavanja so potekala na območju, za katerega verjamejo, da je bilo pred stoletji mesto Šilo. Plast za plastjo je zemlja razkrivala vedno več značilnosti, ki so podpirale nastajajočo teorijo. Ko so začeli odstranjevati prah, so se strokovnjaki spraševali, ali so pravkar odkrili obredni kompleks, ki je bil nekoč v Šilu. Ko je ekipa poskušala prepoznati ruševine kamnite zgradbe, so kmalu prišli do presenetljive ugotovitve. Dimenzije omenjene zgradbe se ujemajo z opisom, razporeditvijo in merami tabernaklja, za katerega verjamejo, da je hranil skrinjo zaveze. Skrinja zaveze vsebuje zapisana pravila za življenje, odkritje, ki bi lahko spremenilo svet. Stavba, so pojasnili strokovnjaki, je usmerjena od vzhoda proti zahodu in razdeljena v razmerju 2:1, kot je opisano v svetih spisih. Raziskovalci so prav tako dokumentirali veliko notranjo steno, ki je prostor razdelila na 2 dela, kar odraža razdelitev svetega prostora in najsvetejšega v knjigi Exodus. Teorijo podpira več kot 100.000 živalskih kosti, vključno z ovcami, kozami in govedom, ki verjetno izvirajo iz žrtvovanih živali, kar ni mogoče šteti za naključje. Bilo je povsem jasno, da je bilo to mesto obrednih žrtev, njegove dimenzije pa so ustrezale dimenzijam shodnega šotora. Toda v prebivališču je manjkala skrinja zaveze, ki še vedno skriva svoje skrivnosti pred svetom. Decembra 1988 je 20-letna ženska prijavila nasilen napad policiji okrožja DeKalb. 30. decembra jo je, ko je zaklepala svoje stanovanje v Stone Mountainu, moški s smučarsko masko in nožem prisilil, da je odšla v odmaknjeno, z grmovjem poraslo območje kompleksa. Napadalec je zagrozil smrtjo, preden je pobegnil. Žrtev je poiskala pomoč in njen fant jo je odpeljal na policijsko postajo okrožja DeKalb, nato pa v bolnišnico Grady Memorial, kjer so zbrali DNK. Toda leta 1988 tehnologija za testiranje DNK še ni bila na voljo, zato je dokaze shranil Urad za preiskave Georgiji. Več kot 3 desetletja kasneje, junija 2019, so primer ponovno odprli in DNK testirali s pomočjo Ministrstva za pravosodje. Dokazi so se nato ujemali z Reginaldom Caldwellom, ki je bil takrat star 58 let in je v času zločina živel v okrožju DeKalb. Po nadaljnji preiskavi, zaslišanju in pričevanjih je bil Caldwell 20. maja 2025 obsojen za ugrabitev, napad in hujšo telesno poškodbo, ter prejel 2 zaporedni dosmrtni kazni in dodatnih 20 let zapora.
Moški iz Kalifornije je pripel svojega psa na povodec in začel njun običajni sprehod po plaži pristanišča Trinidad. Takrat tega še ni vedel, a nekaj trenutkov kasneje bo stopil v stik s policijo v Fortuni zaradi pretresljivega odkritja. Policisti, ki so se odzvali na klic, so se odpravili proti Trinidad Head, skalnati formaciji, ki se nahaja v pristanišču. Moški je pokazal na delno lobanjo, ki je strmela proti njim. Februarja 1993 so policisti pobrali fragment in ga predali šerifovemu uradu okrožja Humboldt. Nato so izdelali rutinski DNK profil lobanje in ga vnesli tako v nacionalni indeks DNK neidentificiranih oseb, kot v kalifornijsko bazo podatkov DNK pogrešanih oseb. Profil so primerjali z več pogrešanimi osebami in drugimi človeškimi ostanki, vendar se fragment ni ujemal z nobeno osebo. Podrobnosti primera so nato vnesli v NAMOS pod številko primera UP 55274 in to je bilo to. Nič več se ni dalo storiti, vsaj ne v tistem trenutku. Sčasoma je svet pozabil na lobanjo iz Kalifornije iz leta 1993, ki je zdaj postala del zaostanka nerešenih primerov neidentificiranih človeških ostankov. Vendar pa je leta 2024 to desetletja staro skrivnost je znova oživilo novo upanje. Ko je predstavnik Združenih držav Amerike, Jared Huffman, zagotovil sredstva za odpravo zaostanka in omogočil šerifovemu uradu okrožja Humboldt, da izvede ponovno preiskavo in DNK testiranje. HCSC je zdaj lahko predložil dokaze laboratoriju Othram v Woodlandsu v Teksasu. Del lobanje iz leta 1993 je postal osrednja točka za znanstvenike, ki so zdaj lahko izločili DNK iz dokazov z uporabo forenzičnega sekvenciranja genomov. Iz teh prizadevanj se je pojavil celovit profil neznane ženske, ki je postavil temelje za raziskave genetske genealogije, ki bi lahko pomagale identificirati žensko, ki so ji pripadali posmrtni ostanki. Nekaj mesecev kasneje je drugi velik preboj razkril prav to identiteto. Izkazalo se je, da je lobanja pripadala Kay Josephine Medin. Bila je vpisana v več bazah podatkov pogrešanih oseb. 3. avgusta 1987 je moški po imenu Nikolaj prišel v svoj dom v okrožju Trinity in ugotovil, da pogreša svojo 48-letno ženo. Njena torbica, očala in avto so bili še vedno tam, vendar nje ni bilo. Nikolaj je prijavil njeno izginotje, kar je povzročilo veliko prostovoljno iskalno akcijo v zahtevnem terenu, ki je obdajal njihovo hišo. Vendar o njej ni bilo nikakršne sledi vse do leta 1993. Nikolajeva žena je bila Kay Matt, učiteljica, in po besedah njenega nadrejenega, ki je bil eden zadnjih, ki jo je videl, ko je zapustila delovno mesto, naj bi bila oseba dobre volje. Šerifov urad okrožja Trinity je izginotje Kay označil kot sumljivo, vendar niso našli nobenih dokazov o kaznivem dejanju ali namigov, kje bi se lahko nahajala. Čeprav so jo našli, v primeru še vedno ostaja skrivnost. Uradniki ne morejo ugotoviti, kaj je povzročilo njeno prezgodnjo smrt, ali je šlo zgolj za nesrečo, ali pa je bilo v ozadju kaj veliko bolj zloveščega. Gemini Madeline Posey, stara 21 let iz plemena Spirit Lake, je v začetku leta 2024 živela v Fort Tottenu v severni Dakoti s svojim fantom D'Angelom Huntom in njunim 7-mesečnim dojenčkom. 3. januarja 2024 se je za kratek čas preselila nazaj k materi v Devil's Lake, preden se je vrnila v Fort Totten. 4 dni kasneje, 7. januarja, jo je Hunt nazadnje videl, ko je zapustila njuno stanovanje in rekla, da jo pride iskat prijateljica. Poročilo o pogrešani osebi je bilo vloženo 11. januarja. Začetna preiskava je zastala brez kakršnihkoli sledi. Kasneje je bil Hunt aretiran in obtožen umora 2. stopnje zaradi smrti svojega brata Isaaca, katerega posmrtni ostanki so bili najdeni novembra 2025 v rezervatu Spirit Lake. Isaac je bil pogrešan od marca 2024. Odkritje je pripeljalo do tega, da je Hunt postal osumljenec tudi v primeru Gemini. Decembra 2025 je bil Hunt uradno obtožen strani Zvezne velike porote zaradi domnevne smrti Gemini. Obtožen je bil prostovoljnega uboja in napada. Gemini je še vedno pogrešana, njeno telo pa nikoli ni bilo najdeno. Trenutno poteka velika polemika, ki je razdelila zgodovinsko skupnost. Ena stran išče dokaze, druga pa se zanaša na ugibanja.
In vse se vrti okoli skrivnosti gizanskih piramid. Ogorčeni papiri so se začeli marca 2025, ko je bila podana precej nenavadna izjava, ki je zvenela napačno. Mesto, najdeno pod piramido. Italijanski in škotski raziskovalci so trdili, da so uporabili novo radarsko tehnologijo, imenovano radar s sintetično aperturo, ki združuje satelitske radarske podatke z majhnimi vibracijami naravne potresne aktivnosti. Radar je ustvaril tridimenzionalno sliko tega, za kar raziskovalci verjamejo, da so ostanki starodavnega mesta, skritega pod piramido kralja Hafreja. S tem prizadevanjem so pod piramidami odkrili 8 navpičnih struktur, ki segajo do globine približno 640 metrov. Vsak jašek naj bi bil obdan s spiralnimi potmi, ki so povezane z dvema strukturama v obliki kocke, velikima 80 metrov, kar nakazuje na prisotnost ločenih prostorov. Raziskovalci so tudi poročali, da je 5 večnivojskih struktur povezanih s številnimi prehodi, ki so bili desetletja skriti pred arheologi in zgodovinarji. S to novo razglasitvijo je bilo neizogibno, da se bo pojavila skepsa. Več strokovnjakov je izrazilo resne pomisleke glede tehnologije, uporabljene za podajanje teh nevarnih trditev, ki bi lahko na koncu spremenila zgodovino, kot jo poznamo. Toda nasprotovanje ni bilo dovolj, da bi odvrnilo to strastno ekipo, zato so nadaljevali svoje raziskave o medsebojno povezanem notranjem ustroju pod piramido. Nekaj mesecev kasneje se je nepopustljivo iskanje odgovorov znova obrestovalo, ko je ekipa napovedala še eno neverjetno odkritje. Pod piramido Menkaure so odkrili drugo mesto, podzemno medsebojno povezano strukturo. Stopnišča, vodovodne cevi in navpična jaška so se na njihovih radarskih napravah prikazali v tridimenzionalni obliki. Verjamejo, da bi ta večnivojski kompleks lahko celo gostil legendarno dvorano zapisov, ki je pogosto omenjena v izročilu. Domnevno je dvorana zapisov starodavna egipčanska knjižnica, ki bi lahko razkrila skrivnosti vesolja, če bi jo kdaj našli. Prisotnost obeh skritih mest nakazuje na ogromen podzemni kompleks, trditev, ki jo mnogi zavračajo kot pretirano ali nepotrjeno. Poleg svojih trditev o 2 podzemnih mestih, skritih pod piramidami, je ekipa vztrajala tudi pri tem, da je kompleks v Gizi star 38.000 let, ne 100, kot je bilo predlagano. Pred skoraj 5 desetletji so nekaj zloveščega, ki je štrlelo iz rastja na kmetijskem polju blizu ameriške ceste številka 79, le nekaj milj stran od mesta Mariana. Bilo je 13. januarja 1977, ko so na polju našli posmrtne ostanke neznane osebe. Kriminalistična preiskovalna enota državne policije Arkansas je bila poslana, da razišče prijavo. Preiskovalci so zbrali posmrtne ostanke in jih predali uradu sodnega izvedenca državnega kriminalističnega laboratorija Arkansas. Odkritje je seveda prišlo v času, ko je bilo testiranje DNK še v povojih. Ugotavljanje, komu so pripadali posmrtni ostanki, ni bilo uspešno. Prav tako pa je način smrti ostal skrivnost. Do tega časa je bilo starševskih ugrabitev že na 10.000, medtem ko so ugrabitve strani neznancev ostajale pri nekaj 100 primerih. Primerov je bilo preveč, da bi lahko posmrtne ostanke povezali le z eno osebo, še posebej, če ta sploh ni bila prijavljena kot pogrešana. Zadevo posmrtnih ostankov iz okrožja Lee, kot so jih poimenovali, so zasenčili umori skautin v Oklahomi in dobro znan primer izginotja Simone Rittinger. Posmrtni ostanki na kmetijskem polju takrat niso bili visoka prioriteta in to tudi naslednjih 48 let niso postali. Marca 2024 pa je enota za nerazrešene primere ASP pregledovala vse nerešene primere iz tistega obdobja, pri čemer je bila naslednji primer na vrsti, so bili posmrtni ostanki v okrožju Lee. S pomočjo ASCL so preiskovalci uspeli prenesti posmrtne ostanke v laboratorij Othram, kjer je zasebni laboratorij razvijal in izpopolnjeval napredke v analizi DNK in forenzični genealogiji. Prav s temi izboljšanimi prizadevanji so končno uspeli dati ime kostem, ki so zadnjih 5 desetletij ležale v sobi z dokazi. 6. junija 2025 je Othram objavil poročilo, v katerem je identificiral moškega, čigar posmrtni ostanki so to bili. Njegovo ime je bilo Charles Howard Wallace. Nadaljnja preiskava je uspela izslediti 2 možna sorodnika, ki sta živela v Tennesseeju. Julia so v njiju zbrali vzorce DNK in jih primerjali z vzorci Charlesa. Do septembra je bilo vse popolnoma potrjeno. Identifikacija je bila pozitivna.
To so bili posmrtni ostanki 21-letnika, ki je, kot se zdi, izgubil stik z družino jeseni 1974. Sorodniki so ga nazadnje videli v Memphisu v Tennesseeju, ko je bil v poznih najstniških letih in je iskal zdravljenje v prehodnem domu v središču mesta. Čeprav imamo zdaj nekaj vpogledov v primer trupla iz okrožja Lee, ostajajo nekateri elementi še vedno zaviti v skrivnost. Prvič, oblasti ne morejo ugotoviti vzroka njegove prezgodnje smrti ali kako je končal sam na tistem polju, kjer ga skoraj 50 let nihče ni opazil. Alana Ruse Jones je bila samska mati, ki je februarja 2015 iskala nekoga, s katerim bi preživela vikend. Šla je na splet in se na aplikaciji za zmenke ujela z neimenovanim 30-letnim moškim, kar je postalo ena najbolj nenavadnih zgodb v njunih življenjih. Oba sta se vrnila k njej domov, ker je njen zmenek popil preveč in omedlel na njenem kuhinjskem tleh. Ko njegov telefon ni nehal zvoniti in prejemati sporočil, se je Alana končno odločila, da se oglasi namesto njega. Na telefonu je bila vznemirjena ženska, ki je bila zelo presenečena, ko je izvedela, da je bil njen fant na zmenku. Skrivnostna ženska se je odločila, da se odpelje do Alanine hiše in ga odpelje domov. To je že tako ali tako nor prvi zmenk in tukaj postane ta nenavadna, a resnična zgodba še bolj nenavadna. Moški se je prebudil iz spanja in zagledal Alano, ki je stala nad njim v kuhinji z rezilom. Kričala je nanj in ga preklinjala, besna, ker jo je varal, ter zahtevala naj zapusti njen dom, medtem ko ga je napadala z rezilom. Komaj je pravočasno dvignil roko, da jo je ustavil, preden mu je vzela življenje. V paniki je pobegnil in doživel astmatični napad, medtem ko je ona poklicala 911 in povedala, da je bila napadena, ter da je ravnala v samoobrambi. Oba so odpeljali v bolnišnico. Kasneje, ko so preiskovalci primera skušali ugotoviti, kaj se je v resnici zgodilo, je Alana priznala krivdo, da je ta zmenek prek Tinderja spremenila v grozljivko, ki je šla narobe. Za svoja kazniva dejanja je bil priznan čas, ki ga je že preživela v priporu pred sojenjem in bila je obsojena na 18 mesecev pogojnega odpusta. Neimenovani moški iz Kalifornije si ni nikoli predstavljal grozljive zgodbe zmenkov prek spleta, ki ga je čakala, ko se je na aplikaciji Meet Me ujemal z 31-letno žensko, ki se je predstavljala kot Karma. 21. novembra 2019 sta se srečala v igralnici Eagle Mountain okoli 2 ure zjutraj. Karma je s seboj pripeljala starejšega moškega, za katerega je trdila, da je njen domnevni sorodnik. To je bil že čuden začetek norega prvega zmenka. A prava zgodba je postala še bolj nenavadna, ko se je kasneje pojavil 27-letni moški po imenu Cesar Cameron Domingo Jr., ki je trdil, da je Carmin prijatelj. Presenetljivo pa to, kar bi večina štela za grozljivo zmenkarsko zgodbo, ni končalo večera. Vsi štirje so skupaj preživeli še nekaj ur, dokler Kalifornijec ni ponudil, da jih vse odpelje domov. Na poti nazaj do njihovega doma je eden od moških iz zadnjega sedeža vanj uperil cev. Ko je opozorilni strel skozi okno pokazal, da mislijo resno, so moški prisilili Kalifornica, da je na bankomatu dvignil $400. Dal jim je ves denar in druge dragocenosti, ki jih je imel, vključno s svojim mobilnim telefonom. Njegova noč groze se je končno končala, ko so jih odložili pri njihovi hiši, nato pa je šel naravnost domov, poklical 911 in dispečerjem povedal svojo strašljivo zgodbo. Policijski preiskovalci so uspeli najti njegove ukradene stvari in denar. Kriminalisti niso potrebovali veliko časa, da so izsledili skrivnostno žensko po imenu Karma, katere pravo ime je Shalina Lopez, ter enega od njenih pajdašev, 31-letnega moškega po imenu Mario Gaona. Tretja oseba, 27-letni Cesar Cameron Domingo mlajši, je še vedno na prostosti. To je nenavadna, a resnična zgodba 50-letne Rachel Elwell, ločene Britanke iz West Midlandsa, ki je na svojo grozo naredila napako, ko je dovolila svoji sestri, da jo spodbudi, naj se znova poda v svet zmenkov. Kmalu je preko objav na Facebooku na spletu spoznala moškega po imenu Stephen Barrio Hugo. Samohranilec je bil samozaposlen inženir, ki je svojo hčerko sam vzgajal že 7 let. In po številnih pametnih kariernih potezah je bil pripravljen najti nekoga, s katerim bi se povezal. Bil je zelo navdušen, ker je dobil donosno pogodbo za gradnjo bencinskih črpalk v Ukrajini.
Ko je Hugo prispel v Ukrajino, se je njegova zgodba spremenila v nenavadno in strašljivo skrivnost. Financiranje pogodbe je bilo precej manjše, kot je bilo Hugotu obljubljeno, zaradi zapletenih novih davčnih zakonov v Ukrajini. Ponižan je Rachel prosil za kakršnokoli hrano in denar za taksi, ki bi ga lahko odstopila, medtem ko je opravljal delo. O tem se je pogovorila s prijatelji in družino, ki so se strinjali, da bi to lahko bila resnična zgodba nekoga v stiski. In tako je svoji spletni simpatiji poslala nekaj $100. Ko je inženirski projekt postajal vse bolj zapleten in časovno zahteven, se je Rahela znašla v situaciji, ko mu je nenehno pošiljala denar za podporo v Ukrajini. Njegove zgodbe so se zdele dovolj resnične. In kot je povedal, da bo njegova hči brez strehe nad glavo, če ta projekt propade, mu je verjela. Nenehno mu je pošiljala denar, dokler ni začela jemati novih posojil, da bi ga finančno ohranila nad vodo. Ko je Hugo rekel, da si je izposodil $30,000 pri oderuhu, so dogodki okoli njunega razmerja postali temačni in zaskrbljujoči. Hugo je začel klicati Rahel in ji pripovedoval zgodbe o tem, da ga zadržujejo v temni kleti na neznani lokaciji. Zgodba groze, ki jo je pripovedoval, se Rahel sprva ni zdela resnična, dokler ji niso pokazali uradnih pisem ukrajinske vlade, ki so potrjevala, da so njegove davčne težave posledica novega zakona, ki je nedavno začel veljati. Prepričana je bila, da je ta strašljiva zgodba zadnja ovira, ki jo ločuje, zato je poslala še več denarja, da bi se lahko končno srečala na svojem prvem pravem zmenku. Hugoja so njegovi ugrabitelji končno izpustili in je poskušal priti domov, vendar je zadnja težava na letališču pomenila, da je potreboval še več denarja za let. Na tej točki je Rahela porabila že več kot $100,000 za nekoga, ki ga še nikoli ni srečala, in potrebovala je več dokazov, da bi se prepričala, ali je Hugova nenavadna zgodba resnična in si je ni izmislil kak kriminalec. V strahu pred najslabšim se je odpravila na Hugov domači naslov, ki je bil naveden v pismih, ki jih je prejela. Namesto njegove hčerke in gospodinje je našla zmedeno družino, ki ni imela pojma, kdo je Hugo. Ta nepričakovan konec zgodbe je Rachel jasno pokazal, da Hugo sploh ni obstajal. Zdaj je imela resnično različico dogodkov, vendar so bili ti meseci najtemnejši trenutki njenega življenja. Poleg tega pa je zaradi napačnega zaupanja besedam neznanca utrpela velike finančne in duševne težave. Odločila se je, da svojo grozljivo zgodbo o spletnih zmenkih deli z javnostjo, da bi ljudje spoznali resnične nevarnosti, ki jih kriminalistični preiskovalci imenujejo ljubezenske prevare. Namesto prvega zmenka se je zaljubila v moškega, ki sploh ni obstajal, in zaradi tega je postala povsem druga oseba. Leta 2021 so detektivi domnevnega kriminalca ujeli na enega izmed najbolj nenavadnih načinov. Zaradi zmenka prek Tinderja, ki je šel narobe, so kasneje aretirali zdaj že slavnega posameznika po imenu Corey Maurice Brooks. Februarja 2021 so Brooksa aretirali, ker naj bi žensko vlekel po hiši za lase in ji vzel mobilni telefon. 4 mesece kasneje so policisti posredovali zaradi prijave o ropu avtomobila, v katerem naj bi Brooks z ukradenim vozilom zapeljal vzvratno v policijski avto in nato trčil v drevo, za katerim se je skril policist. Na koncu je storilec pobegnil s kraja dogodka peš, detektivi pa so še vedno iskali iskanega moškega. Kljub temu, da je bil zanj izdan nalog za aretacijo, se je Brooks odločil uporabiti spletno aplikacijo za zmenke Tinder. Avgusta je prek aplikacije spoznal neimenovano žensko, ki ga je povabila k sebi domov. Ko je skrivnostna ženska ugotovila, da bi lahko bil nasilen, je svojemu bivšemu fantu poslala sporočilo s prošnjo za pomoč. Mislila je, da je Brooks zelo strašna oseba, ki ji bo vzela življenje. Bivši fant je policijo prosil, naj preveri njeno hišo in se prepriča, da je z njo vse v redu. Ko niso dobili odgovora, so na kraj zločina poklicali specialno enoto. Prebivalcem pa so naročili, naj ostanejo v svojih domovih. Strašljivo uro in 15 minut je bila ženska ujeta v hiši z Brooksom, preden je končno uspeli pobegniti. Minilo je še 45 minut, preden se je Brooks domnevno predal. Ob izdelavi tega videa njegov kazenski postopek še ni prišel na sojenje. 14. julija 2016 sta se 22-letni Phil Stevenson in Nicole Graham spoznala prek aplikacije za zmenke Tinder. Nicole je potovala v Turčijo. Ko je povabila Phila, je rekel da.
Njihov prvi zmenek je potekal na letališču. Nicole je rekla, da se je v Philu počutila varno. Let je potekal gladko, njihova grozljiva zgodba o zmenkih pa se je začela šele naslednji dan, 15. julija. Dan po pristanku je v Turčiji prišlo do poskusa vojaškega udara. Phil in Nicole se že tako nista dobro razumela, ko sta bila nenadoma zaprta v hotel, se so se spopadi približevali z vseh strani. Leti iz države so bili za nedoločen čas prekinjeni, zaradi česar sta bila dejansko obtičala. Obtičala sta v sobi in nista mogla oditi. Helikopteri so brneli nad glavo, da bi poskušali držati sovražnika stran od luksuznega turističnega letovišča. Po poročilih je bil en helikopter sestreljen, 2 policista pa sta izgubila življenje zunaj. V notranjosti hotela se je nadaljevala najhujša zmenkarska grozljivka na svetu. Kljub temu, da sta bila njuna življenja ogrožena, naj bi se Nicole trudila biti romantična, medtem ko je Phil želel le malo sproščene zabave. Bil je že prestrašen, ko mu je poskušala dati hrano, še bolj pa ga je odbilo, ko je želela hoditi v romantične restauracije, kot da sta resen par. Ko je poskušala premakniti njuni posteli skupaj, je očitno ves dan sedel s slušalkami na glavi in jo ignoriral. Če so njihove zgodbe resnične, naj bi Filip vzel prvi možni let domov, Nicole pa je ostala sama in se je morala 5 dni znajti po svoje. Tudi ko je bilo njeno življenje še vedno ogroženo, je rekla, da je bolj uživala v času, ko je bila sama, kot pa z njim. Oba sta se varno vrnila domov, vendar bi lahko izgubila življenje ali bila ugrabljena za odkupnino. Običajno je že deljenje strašljive zgodbe dovolj, da ljudi zbliža, vendar v tem primeru ni bilo tako. Ko nekdo pobegne iz države sredi poskusa državnega udara, lahko z gotovostjo rečemo, da bi to lahko bila najhujša grozljiva zgodba v zgodovini zmenkarskih aplikacij. Najlepša hvala vsem za ogled. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb za všeček. Ne pozabite se naročiti in klikniti na zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.